Mi se zavedamo ne samo letos, ampak že kar vrsto let se zavedamo, da je to problematika, ki ni samo problematika kamniškega župana in njegovih sodelavcev, ampak problematika, ki je v zadnjih nekaj letih na nek način dosegla vrhunec. V zadnjih letih je država peljala to politiko po svoje in seveda tudi, če berete nekatere članke, je država seveda obstala, pravzaprav nema pri reakcijah županov, skupnosti občin, združenja občin. Na današnji tiskovni konferenci, kot sem uvodoma že rekel, ni to pismo svetnikom, ki so ga poslali prizadeti starši, ki so bili otroci odklonjeni. Jaz sem dan zjutraj izvedel, da to pismo kroži, v petek so ga dobili svetniki. Ni bila ta tiskovna, kot rečeno, sklicana zaradi tega pisma, ker ga niti nima, niti ga občinska uprava še ni dobila, pa so ga svetniki v petek dobili. Mi smo sklicali tiskovno pa že prej. Tole mi se zavedamo tega problema, mi vemo, da smo lani imeli vključenost otrok 73%, ko je imela država še 68% pokritost, da smo letos seveda šli v 2 nova oddelka, da pa še vedno zgodba ni dovolj, v detaljnih številkah imate zapisano in seveda tudi obrazložitve bojo dane. Ne gre za opravičevanje župana in njegove ekipe, ampak vendarle želimo razjasniti posamezna razmišljanja, posamezne kritike in posamezne ugotovitve, ki v enem delu seveda težko odgovarjajo tudi na dejstva, oziroma dejstva kažejo sliko kar precej drugačno. Mi smo, kot rečeno, včeraj šli tudi na teren in se približujemo 2 lokacijama, ki sta še v razmišljanju, oziroma v enem delu že idejna rešitev obstoji in jo bomo zdaj razdeljevali naprej. Druga varianta pa ni nobena tajnost. Že nekaj let je Dom kulture na Duplici, oziroma kulturna dvorana na Duplici prazna. Mi smo si z lastnikom te dvorane ogledali tudi to situacijo. Zgradba ni slaba, problem je predvsem v tem, da je ob tej zgradbi tudi sta 2 balinišči v lasti balinarjev Duplice, da so potem dovolj ali predvsem blizu tudi železniška proga. Bomo vendarle skušali najti tudi to sliko, kaj nam kaže. Zagotovo pa nam je najbližja ideja prizidek centralnega vrtca v Novem trgu, kjer razmislek izpod 8 oddelkov zagotovo ne pride v poštev. In če se bomo v najkrajšem času odločili za ta projekt, jo bomo peljali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in potem v prihodnem letu zastaviti lopato in iti intenzivno v ta projekt, v to investicijo. Dejstvo je, da to, kar sem prej omenil, država je naredila svoje, drugi, tretji otrok zastonj, še enkrat bom poudaril, pa sem 100-krat poudaril, torej drugi, tretji otrok zastonj pomeni, da občina da zastonj povprečju 30%, tistih 30% zastonj torej ne plačajo starši, pa plača oziroma nadomesti država. Ljudje, tudi Kamničani, te zgodbe še ne razumejo. Drugo, ta poteza vlade, oziroma prejšnje vlade, bomo rekel tako, je povzročila, da je za 20 do 30% se povečalo zanimanje za vključenost v otroško varstvo. Če ste brali Mladino, če ste brali Dnevnik včeraj, če ste brali še kakšne druge informacije, seveda boste zagotovo ugotovili, da država daje roke stran od teh problemov županov. Jaz sem že sekretarko Združenja občina pozval, da nujno skliče predsedstvo skupnosti občine, kjer sem tudi član predsedstva, da se usedemo in seveda, da tudi nekaj odgovorov v tej naši državi damo. Ne zato, da bomo sami sebe pokrili, ker očitajo nam, da nismo oziroma se seznanili z demografijo in tako naprej. To demografijo so moji sodelavci tudi prikazali in seveda boste ugotovili, koliko smo v zadnjih letih investirali v otroško varstvo in če rečemo, da je skoraj 4 milijone evrov letos
sofinančnega deleža in preko 200 tisoč, torej 3 milijone 700, pa preko skoraj 300 tisoč evrov za investicije, torej za pripravo novih oddelkov, da je to že 26% primerne porabe. Ta zgodba, če ne bo strani države pomagano, če ne bo država pomagala, pristopila k tej razrešitvi, predvsem ker zadeva tudi nujno odločitev, ne na škodo varstva in vzgoje, torej dodatno obremenitev heterogenih oddelkov, država to noče slišati, ampak vendarle v enem delu bi to ne 100%, ampak kar precejšnjem delu bi se mnogi župani razbremenili teh groženj, ki jih jemljemo resno, ampak za konec mojih razmišljanj moram reči, da ena hiša in vrtec se ne zgradi od danes do jutri. In zavračam vse tiste očitke, ki pravijo, župan bo gradil popoznico oziroma povezovalko, za vrtec pa nima. Ni res, mi pripravljamo vse potrebno. Demografija, naravni prirastek v občini Kamnik v minulih letih je bila med redkimi občinami v Sloveniji pozitivna, torej rojstva so močno presegala republiško povprečje, res da tudi nova stanovanja so prinesla nova prebivalce, so prinesla tudi novo dohodninsko osnovo oziroma novo primerno porabo oziroma priliv v proračun, čeprav iz leta danes oziroma letošnje leto mi prejemamo še številke na prebivalce iz leta 2007. Država to počas upošteva, bom rekel, ta rast prebivalcev in novorojenih in seveda tudi drugih Kamničanov, ki so tako ali drugače postali Kamničani. Jaz bom s tem zaključil in seveda bom povedal, da sem zadovoljen z ekipo, ki je v letošnjem poletju kljub vročini uspela veliko postoriti, da se je pokazalo pomembno dejstvo, da če decembra sprejmeš proračun, da se potem lažje ob vseh birokratskih, razpisnih in drugih pogojih seveda lažje pripelje tudi investicije do konca.